in bi na oder kar povabil našega prvega današnjega predavatelja, docenta dr. Sergeja Pirkmajerja, patofiziologa iz Laboratorija za molekularno nevrobiologijo Inštituta za patološko fiziologijo Medicinske fakultete tukaj v Ljubljani. Dr. Pirkmajer se raziskovalno ukvarja z molekularnimi mehanizmi delovanja skeletnih mišicah, predvsem z ionskimi transporti, presnovo in endokrinimi funkcijami, hkrati je pa tudi predavatelj na Medicinski fakulteti. Danes pa bo, kot sem že omenil, predaval o tem, kako se gibamo in kako to občutimo. Lepo pozdravljeni, najprej hvala organizatorjem za vabilo, sem prav vesel, da po 2 letih tole spet poteka v živo, se mi zdi, da je ta teden možganov res en tak super serija dogodkov, tako da hvala za vabilo. V naši skupini se ukvarjamo s skeletnimi mišicami in tako kot že tudi naslov namiguje, se bomo tudi v tem predavanju kratkem pogovarjali o skeletnih mišicah. Tole deluje? Aha, deluje. Torej, mislim, da mi ni treba posebej poudarjati, da je gibanje nekaj, kar nam daje svobodo, se pravi pravzaprav, da se gibamo v prostoru, da nismo ves čas na enem mestu, da nismo odvisni od drugih, to se seveda spremeni v bolezenskih razmerah, ampak teh se danes tukaj ne bom dotaknil. In zdaj, kaj je tisto, kar pravzaprav gibanje omogoča, je skozi zgodovino mnoge raziskovalce, filozofe zelo zanimalo, kako pravzaprav gibanje tako v biološkem smislu pravzaprav nastane, kaj omogoča tej opici, da se na tak način premika, ali pa kaj omogoča človeku, da izvede tudi tako zapletene gibe, kot so na tej sliki. Zdaj, če pogledamo v SSKJ, piše, da nam gibanje omogoča organ mišica, oziroma, če bi bili nekoliko bolj natančni, skeletna mišica, da je organ, ki s krčenjem omogoča gibanje telesnega dela. In s tem organom se bomo tudi danes tukaj nekoliko ukvarjali. Zdaj, mišica je, v bistvu ni ena sama, ampak imamo stotine mišic v telesu, tam nekje čez 600 pride ta številka, če preštejemo vse mišice. Včasih je lahko vtis, da je to en tak relativno dolgočasen organ, ki ne počne nič drugega, kot da se krči. Ampak že če pogledamo samo raznolikost velikosti skeletnih mišic, tistih, ki so v ušesu, recimo musculus stapedius, naprimer, je nekaj milimetrov velika mišica, quadriceps, štiriglava mišica, ki premika našo nogo, recimo, je pa ogromna mišica, tako da že po velikosti so vsi zelo različne. Potem tudi po masi predstavljajo v bistvu velik del telesa, nekje od 30 do 40%, to je seveda odvisno od spola, od starosti, pa tudi od telesne pripravljenosti, ampak ne glede na to, že ta odstotek pove pravzaprav, da je skeletna mišica, da so največji organ ali pa največje tkivo, če jih vse skupaj vzamemo. Izjema je tukaj samo debelost, ker pri debelosti potem pride do tega, da je pa maščevje največje tkivo v telesu, če imamo res ogromno zalogo. Zdaj, mišica po eni strani predstavlja torej eno ogromno tkivo, po drugi potem tkivo, ki omogoča gibanje in jo tudi povezujemo potem na tak način recimo z močjo. Tale Herkul vemo, kaj že kot dojenček naredil, da je 2 kači zadavil, ki jih je Hera poslala, da bi ga ubili in je jasno, da je to se pravi svojimi mišicami ne bi pač izvedel te gibe in je usmrtil te 2 kači. Tole so pa upodobitve Herkula na antičnih kovancih, je bil kar pogost motiv. Mišico poleg z močjo, lahko tudi, če iz tega ven izpeljemo, tudi bi rekli z nasiljem povežemo, ne samo z gibanjem, recimo ene takle lov na leve, kot je prikazan na tej sliki, sigurno prikazuje neko tako tudi primitiven element v človeku in v živali, kar se tiče boja na življenje in smrt.
In zdaj, zakaj to kažemo? Se pravi, gre za organ, ki nam omogoča gibanje, moč, obrambo, lov, ime ima pa mišica. In mišica, pravzaprav, ime izhaja iz besede za miš, kar je v tem kontekstu nekoliko nenavadno, bi rekel, da organ, ki vse to zmore, neke neznanske telesne napore, se v bistvu imenuje po neki majhni živali in ne samo po miši, ampak po miški pravzaprav, ker gre za pomanjševalnico. Se pravi, če je miš, musculus, majhna miš, miška. In tudi v grščini imamo to kombinacijo, se pravi, da je miš pa mišica, da imamo isti izraz. Zdaj, kako je prišlo do tega, je vprašanje, različne razlage so tukaj, ampak ena taka, na katero sem večkrat naletel, je, da je spominjala nekatere mišica biceps na miš, ki se pod preprogo premika, in da naj bi iz tega ven to išlo. Verjetno bomo to zelo težko preverili, ampak vsekakor imamo zdaj tukaj pred sabo organ, ki ga po miši imenujemo, je pa eden po masi pravzaprav največji, pa najmočnejši. No in če samo to vzamemo v obzir, ni nenavadno, da so se seveda pogosto vprašali, kako mišica sploh izvede to, kar izvede, kako se pokrči, pa kako gib nastane. In skozi zgodovino je bilo tukaj veliko različnih razlag, nekatere so bile tudi zelo nenavadne, recimo, da so kite tiste, ki gibanje proizvajajo in tako naprej. Skratka, predstave so se čez čas spreminjale in je pravzaprav kar dolgo trajalo, da so prišli do prave razlage. No in gibanje je seveda zelo burlo domišljijo tudi pomembnim raziskovalcem, tako kot je bil St. Georgi, ki je bil Nobelov nagrajenec. Tukaj sem kar originalen zapis iz njegove knjige pustil. Njega je še posebej zanimalo, kako molekularno gibanje nastane in v kakšni povezavi je to z energijo. No in se v eni izmed svojih knjig, kjer se s tem vprašanjem ukvarja, je rekel, da je v bistvu eno srednjih problemov, če ne kar najpomembnejši problem biologije, kako energija poganja življenje, kako poganja gibanje, kako energijo lahko povežemo z gibanjem in si to razložimo. In to pravzaprav ni bilo daleč nazaj, to je bilo leta 1957. Tako da se je v teh zadnjih desetletjih znanje na tem področju se zelo razvilo, tako da ni več taka neznanka, kot je bila zanj v tem obdobju. No in kako so prišli potem do temeljnih spoznanj, kako gib nastane, kako mišica deluje. Nekatere stvari so bile kar, bi rekel, nekoliko obskurne, ali pa tako že malo mejne, bi rekel, če vzamemo fiziološke raziskave, in sicer ena izmed stvari, ki so jih tudi poskusili, je, da so z elektriko trupla dražili. Na to idejo so prišli potem, ko so recimo v poskusih na žabih krakih in podobno ugotovili, da za električni tok lahko privede do mišične kontrakcije, in potem so imeli tudi tako po Evropi predstave s tem, da so recimo na truplih usmrčenih zločincev izvajali take javne demonstracije, da so ga z elektriko vzdražili tkivo in je potem prišlo do kontrakcij različnih delov telesa. In to jih je zelo presenetilo, da je v bistvu nekdo, ki je mrtev ali pa tudi mrtva žival, lahko producira gibe. Se pravi, z elektriko so lahko spodbudili takšne gibe. Kako pa to nastane, si pa niso seveda znali popolnoma razložiti. Ampak vsekakor se je dal mišico nekaj časa po smrti še pripraviti do tega, da se je krčila in da je izvedla kakšen gib. No in razložiti tega se seveda ni dal brez napredka znanosti, in sicer tako morfološke kot biokemijske. No in tole je en tak zelo pomembna slika, pomemben prispevek iz leta 1858, ko je Ernst Brücke delal poskuse na mišicah hroščev pravzaprav in je opazil nekaj zanimivega. Če je bila mišica sproščena, to je tukaj le pri A, ali pa če je bila pokrčena pri B,
da se nekoliko tale vzorc teh prečnih prog spremeni. Ta značilna prečna progavost je v bistvu to, kar daje tudi ime tej muskulaturi, rečemo, da gre za prečno progasto muskulaturo. In to, kar je opazil, da te temnejše proge se po svoji širini nič ne spreminjajo, medtem ko te svetlejše se pa nekoliko skrajšajo, ko pride do krčenja mišice. Seveda si takrat tega še ni znal razložiti, ampak je bilo pa zelo pomembno opažanje in je trajalo potem približno 100 let, da so tole obrazložili. Ampak to je ena prvih, če ne prva slika, ki tako lepo prikazuje, kaj se zgodi med krščenjem mišičnega vlakna. No, kaj pa zdaj s tisto energijo? Se pravi, St. Georgi se je vprašal, kako energija sproducira gibanje in na začetku so bila spoznanja taka zelo preprosta. Iz mišic ven so izolirali protein, ki se mu reče miozin, in so ugotovili, da ta protein porablja energijo v obliki ATP. ATP poznamo kot eno tako nekoliko poenostavljeno, pa ne točno rečemo visokoenergijska molekula, ki je zelo pomembna za različne celične reakcije. No, in ugotovili so, da tale miozin, ki ga je ogromno v skeletni mišici, v bistvu ga tukaj le vidimo, samo da tega miozina takrat Ernst Brücke še ni poznal, da ta miozin porablja energijo. Še vedno pa niso vedeli zdaj, zakaj bi bilo, kaj to pravzaprav pomeni, kaj to pomeni, da se ATP porablja. To je bilo pač v eprovetki narejeno, ampak ni bilo pa nobene pametne razlage. No in potem pride St. Georgi, ki je bil zelo slaven znanstvenik. Nobelovo nagrado je med drugim dobil za odkritje vitamina C, tako da je bil v svojem času je bil res zvezda. In potem je pa preusmeril svojo pozornost povsem na skeletno mišico. In je v težkih razmerah med drugo svetovno vojno se je na Madžarskem ukvarjal potem z raziskavami mišice. In je prišel do enega takih najbolj fundamentalnih spoznanj. Prvič je pravzaprav videl, kako nekako, po narekovajih rečeno, pride do molekularne kontrakcije. In sicer, kaj je naredil? On pa s pomočjo sodelavcev je pripravil en tak ekstrakt tistega miozina, se pravi te molekule, za katero so prej ugotovili, da ATP porablja. In je imel tak snopič v bistvu miozina, ki ga tukaj na sliki vidimo. In pa so s tem miozinom vse mogoče počeli, pa tudi opisovali, kaj se zgodi, ampak ni nič pretresljivega se zgodilo. Potem je pa enkrat poskus tako naredil, da je en poseben ekstrakt dodal noter in se je zgodilo to, da se je ta snopič pokrčil. In St. Georgi je to potem tudi raziskal naprej in je ugotovil, da tisto, kar je bilo v dodatku, ki je sprožil to krčenje, je bila molekula ATP-ja. Zdaj so pa nenadoma stvari postale bolj jasne. Se pravi, očitno je miozin porabljal ta ATP, da je lahko generiral kontrakcijo. In to je bil prvi tak posnetek, take kontrakcije med vojno posnet na Madžarskem. Leta 1941 je tole on naredil ta poskus. Tole seveda še vedno ne razlaga, kako se mišica pokrči, kaj je zdaj razlika med tem pa med tem. In da so to lahko razložili, so morali odkriti še eno dodatno molekulo, poleg miozina še aktin, in to so tudi na Madžarskem naredili, so še aktin odkrili in potem pa ni bilo več dolgo do tega, da so razložili, kako se mišica pokrči. In tole imamo pa potem sliko iz 50 let, elektronsko-mikroskopski posnetek sarkomere, to je osnovne funkcijske enote skeletne mišice, in vidimo te temne lise, ki so v bistvu molekule miozina, potem vidimo te svetle lise, ki so molekule aktina, in vidimo bolj sproščeno tole sarkomero, pa potem pokrčeno. In edina smiselna razlaga iz teh slik je bila, da aktinski filamenti zdrsnejo med miozinske, ob tem se pa tist ATP porablja. In tako so prišli do teorije teh drsečih filamentov in da so razložili,
kako se mišica pokrči, v bistvu tako, da eni filamenti zdrsnejo med druge. Danes, če gledamo te slike, se zdi tole samoumevna razlaga, samo v tistem času je bila pa deleč od samoumevne, je bilo treba to priti do te ideje in jo potem tudi ustrezno razložiti. In tukaj vidimo tudi eno tako vlakno mišično, z več sarkomer v vrsti, kjer je na različnih dolžinah ta sarkomera in vidimo, da je ta temen del na sredini vedno enake dolžine, medtem ko se ti svetu del vmes pa spreminja. In tukaj, ko je mišica raztegnjena, imamo veliko tega, zelo razširjen ta svetov predel, potem je pa zelo pokrčen, kadar se mišica pokrče. Tukaj pa nekaj na ekstremni razdalji mišično vlakno, spet vidimo, da so te temnejši predeli enake dolžine, tisti svetli so pa zelo razmaknjeni. In to je v bistvu tisto, kar je Brücke videl, ko je gledal te mišice hroščev, v bistvu isto stvar, ampak vmes je bilo treba praktično 100 let raziskav narediti, tole je točno 100 let vmes, bilo je manj kot 100 let do odkritja, ampak ta slika, pa ta 100-letna razen, da so tole obrazložila, kako se mišica krči. In če pa vzamem ta del, potem pa pridemo do tega, kako živčevje na to vpliva. Mišica je torej organ, ki je sestavljen iz številnih mišičnih vlaken. Ko rečemo vlakna, mislimo v bistvu skeletno-mišične celice, samo vlakna jim rečemo. V teh vlaknih noter imamo tako imenovane miofibrile, ki so iz teh aktinskih pa miozinskih filamentov sestavljeni iz teh proteinov, ki tvorijo potem tako zelo urejeno strukturo, ki daje vtis te prečne progavosti. In tale molekula miozina je tista, ki ATP, se pravi energijo, uporablja, seveda so pa še drugi porabniki energije v mišici, ampak v tistih danes ne bi govoril. Tako da to je ta osnovni princip krčenja, za katerega so kar dolgo časa potrebovali, da so ga odkrili. Zdaj pa kako živčevje vpliva. Prav to, kar smo do zdaj pogledali, je v bistvu samo mišica, kako se mišica pokrči. Jasno, brez tega ni nobenega gibanja. Ampak kot smo videli, so gibanje lahko sproducirali celo na mrtvih osebah, na usmrčenih zločincih, naprimer. Prav, kje pa zdaj hoteno gibanje? Zato seveda potrebujemo osrednje živčevje, potrebujemo naše možgane, v katerih pač nastane recimo lahko ideja za nek gib, in se potem ta ukaz prenese prek tako imenovanega zgornjega motoričnega nevrona, motorične celice, ki sega od skorje možganov do hrbtenjače, do tega predela, ki mu rečemo sprednji rok. Tukaj noter so pa spodnji motorični nevroni oziroma motorični nevroni alfa, ki potem povezujejo osrednje živčevje z mišico. Tako da v bistvu imamo, če je najkrajša pot, vzamemo, imamo v bistvu en nevron, eno živčno celico, ki sega od skorje do hrbtenjače, pa drugo, ki gre od hrbtenjače do mišice in to nam potem omogoči gibanje. Seveda so pa potem upletene še druge živčne strukture, o katerih boste več slišali potem še v kakšnih drugih predavanjih, so pomembni, jasno, tukaj mali možgani, bazalni gangli in druge strukture, o katerih danes ne bom tukaj govoril. No in ta motorični nevron ima svoje telo v sprednjem rogu hrbtenjače in potem z zelo dolgim aksonom sega do skeletne mišice. Ti aksoni so res lahko zelo dolgi, če si predstavljamo, da so v hrbtenjači nevroni, v živček morajo pa recimo moje mišice na roki. To so v bistvu zelo velike celice. Celice si običajno tako majhne predstavljamo, ampak v resnici so lahko precej velike in to so ene večjih celic. In potem je osnovni princip je tak, da se en takle motorični nevron razveji in oživčuje več mišičnih vlaken, več mišičnih celic. Ena mišična celica pa načeloma dobi inervacijo samo strani enega motonevrona, enega motoričnega nevrona. No in seveda ta stik med mišico in živčevjem so tudi zgodaj opazili in so ga tudi naslikali, pa potem fotografirali, ko je bilo to možno. In so se zavedali tega, da je povezava med živčevjem in mišico. In tukaj imamo od različnih živalskih vrst
prikazane te stike. Tole so mišična vlakna, vidimo, da je kot eno tako odrezano vlakno, tole v sredini je pa stik med motoričnim nevronom in med mišičnim vlaknom. In potem je bilo zelo pomembno vprašanje, kaj se zdaj zgodi na tem stiku. Ja, pač je povezava, ampak kaj se tam dogaja. In ena ideja je bila, da je električna povezava, druga ideja je bila pa, da je kemična povezava. Se pravi, eno je, da kar steče električni tok direktno z aksonov na mišične celice, druga ideja je bila pa, da se neka kemikalija sprosti. No in ena taka kemikalija, ki je burla domišljijo, precej je bil kurare, ki so ga v Južni Ameriki uporabljali za lov. In zakaj je toliko vzbudil pozornosti? Ker so opazili, da če se zastrupiš s tem strupom, ki je v bistvu mešanica s trupom, ampak recimo s kurarjem, če se zastrupiš, da nehajo delati mišice, v bistvu nastop odpoved dihanja, srce pa še vedno deluje. In to je blazno zbudil pozornost na fiziologov, farmakologov, se pravi, kako se to lahko zgodi. No in eden od njih je bil tudi Claude Bernard, ki je bil zelo pomemben za fiziologijo in on je s svojimi poskusi pokazal, da kurare deluje na stiku med mišico in aksonom. Niso pa še vedeli, zdaj še vseeno je elektrika ali je kemikalija. No, potem so pa tole v bistvu raziskave pokazale, da bi lahko šlo za kemikalije, ko so srce preučevali. In v srcu je bilo isto vprašanje, kako živčevje deluje na srce, direktno električno ali na tak način, da v bistvu se neka kemikalija tam sprosti. No in Otto Levi, ki je v Gradcu delal, je prišel na eno tako genialno idejo in je imel srce izpostavljeno pač neki taki tekočini, ki rečemo Ringerjeva raztopina, in je potem dražil živčevje in je tisto tekočino zbral in jo je dal na drugo srce izpostavil tisti tekočini. In njegovo sklepanje je bilo, če je tukaj električna stimulacija, bo potem ne bo se nič zgodilo, če pa se kemikalija sprosti iz teh živčnih celic, potem bo pa drugo srce tudi odreagiralo. No in zdaj je bilo ravno, lansko leto je bilo 100 let tega spoznanja, če je ko je zbral tole tekočino, ki jo je pridobil med draženjem živca vagusa, se je srce upočasnilo. Tukaj vidimo iz razrečitve teh črtic, ki so tukaj narisane, vsaka črtica en srčni utrip. In ko je to zbrano tekočino med draženjem živca vagusa dal na naslednjo srce, je videl, da se srce upočasnjuje, če pa samo raztopino dal, ne da bi bilo draženje živčevja, se ni pa nič zgodilo. In je rekel, tukaj neka kemikalija in to kemikalijo je vagus štof kot neka snov iz tega živca poimenoval. No in temu je seveda sledilo potem vprašanje, kaj je ta snov. In je z skrbnimi farmakološkimi raziskavami ugotovil, da je identična, vsaj na videz identična acetilholinu. Vidite, tukaj je tale odziv srca pri vagus štofu, pa potem pri acetilholinu. Je srce odreagiralo v obeh primerih. Potem je pa še eno pomembno stvar so ugotovili, da pod vplivom acetilholina, da lahko učinke acetilholina tukaj, da se ojači za molekulo, ki rečemo fizostigmin, kjer prepreči razgradnjo tega acetilholina in lahko ojačajo ta učinek. In to se je zelo hitro v kliniko prenesel. Dr. Mary Walker je zelo sledila člankom z tega področja in je ugotovila, da če da pacientom fizostigmin, da se jim zmanjša mišična šibkost pri bolezni, ki rečemo miastenia gravis. In je tole zelo znana publikacija iz leta 1934, kjer je tale gospa M, ki je imela zelo oslabele mišice, dobila fizostigmin in je mišična moč narasla. In s tem so ugotovili, to je bil eden od dokazov, eden od številnih dokazov, da je tudi na živčno-mišičnem stiku acetilholin. 2 minutki imam še, pa sem zaključil. In tole je elektronsko-mikroskopski posnetek tega živčno-mišičnega stika. Vidimo tukaj mešičke in v teh mešičkih se zdaj ve, da je acetilholin noter
in ko se sprosti v to špranjo in deluje potem na membrano mišične celice, sproži mišično kontrakcijo. No in tako so pa tudi ugotovili, da živčevje v bistvu kemično deluje direktno na mišico, da sproži njeno krčenje. Potem bi pa sem še to omenil, da živčevje deluje tudi v obratni smeri, se pravi, da je živčevje tudi pod vplivom mišice in sicer imamo v mišici strukture, ki vplivajo, ki pravzaprav so odzivne recimo na dolžino mišice, temu rečemo mišično vreteno, ena taka struktura in iz te strukture pridejo v živčevje tudi podatke, ki o tem, kaj se z mišico dogaja in to je pa tisti del, kako občutimo gibanja. Se pravi, pride informacija o gibanju tudi v živčevje. Zdaj, zakaj se to mišično vreteno imenuje? Zato, ker je podobno vreteno. In to je recimo pomembno pri refleksu na razteg, pri znanem refleksu, kjer se s kladivom pokiti udar, pa se potem mišica pokrči. Tako da živčevje, se pravi, lahko dobi informacije iz mišice, iz tega recimo mišičnega vretena, lahko in potem po živčnih vlaknih. Še en način je pa preko izločanja hormonom podobnih snovi, tako da ne smemo misliti, da mišica samo uboga živčevje, kar se tiče tega, da bi sledila navodilom prek tistih motoričnih nevronov, ampak pošilja tudi nazaj informacije, ki nekatere pridejo v zavest prek tistih mišičnih vreten, druge pa na hormonski način tudi delujejo na različne organe v telesu, to se dogaja zlasti med telesnim naporom, med drugim in eno od teh organov, na katere mišica na tak način vpliva, so tudi možgani. Tako da bi zaključil ob tej sliki, to je znana basen, kjer se lev in miš srečata v gozdu ali nekje in pač lev lovi miško in ga miška prosi, da ne jo spusti, zato ker bo mogoče mu kdaj še lahko pomagala. No in lev jo potem res spusti in čez nekaj časa se kaj drugega levu zgodi kot to, da se ujame v mrežo. No in potem pride miška in ga reši. Tako da ta naša mišica, ta naša miška je po eni strani res zelo močna, ampak poleg tega ima pa še več drugih bolj subtilnih funkcij, med drugim tudi hormonsko funkcijo, ki sem jo danes tukaj samo omenil, toliko da nismo samo o čistem gibanju govorili. Tako da hvala za pozornost. Prav, hvala lepa. Imamo tudi kar nekaj vprašanj iz publike, ampak imamo žal čas samo za eno, ki je dobilo največ glasov. In sicer to vprašanje je, zakaj ob hudem čustvenem stresu zamrznemo in se ne moremo premikati? Ja, to je pa bolj vprašanje z področja duševnosti. Mislim, to nima direktne povezave z delovanjem skeletnih mišic, pa to bo verjetno, to je tudi od situacije odvisno. Tako da to nima nobene povezave s tem, da bi mišica kot mišica ne delovala, ampak gre bolj za reakcijo strani osrednjega živčevja, tako da to bi lahko na to temo rekel, ne gre pa za kakšno motnjo delovanja mišice, sigurno ne v tem primeru. Prav. No, še enkrat hvala lepo. Prosim? Aha, zakaj mišica lahko propade, ko nekdo zboli? Ja, žal nisem imel časa o tem govoriti, že tako sem skoraj pojedel vse čas, ki sem ga imel na voljo. Se pravi, mišica je pod vplivom tudi hormonov, o katerih nisem govoril in v stresnih stanjih pride do razgradnje mišičnih proteinov, teh, o katerih sem govoril, miozina, aktina in pride do zmanjšanja mišične mase. To je en razlog. Drug razlog je zraven, če ni gibanja, tudi mišica zgubi mišično maso, recimo med boleznijo, če se ne gibaš, zgubljaš mišično maso, tako da je lahko hormonski vpliv, pa ne gibanje, potem pa še prehrana, če recimo, kadar smo bolni, tudi zmanjšamo vnos hrane in v tisti situaciji potem lahko pride do tega, da mišica nima dovolj hranil in to tudi pospeši potem izgubo mišične mase. Tako da to je zelo pomembna tema, ampak bi o tej lahko govoril še kar na dolgo in široko potem, ampak zelo pomembno vprašanje.
Prav. Hvala lepa še enkrat.